Gledamo nogometno tekmo, seveda med dvema zelo mladima moštvoma na obeh straneh. Vidimo izjemno dober nogomet, vendar gola še vedno nismo videli. Le kdo bo prvi zatresel nasprotnikovo mrežo? Rudi, Turbo Rudi, kot vedno teče proti golu zelo hitro, takšen je, kot smo ga navajeni. Dajmo Rudi, branilci samo za petami. Pepe, mu bo uspelo sprejeti žogo? Dobra podaja. Pepe mi vedno odlično poda. Gotovo je zelo izkušen igralec. Zelo izkušen. Rudi se pripravlja na strel in... Ali bo to gol? Ali bo to gol? V tekmah, ki smo jih igrali pred začetkom državnega prvenstva, sem spoznal, kako pomembno je, da so igralci uigrani, tako kot smo bili mi. Dajmo naši! Dajmo! Borimo se kot levi, dajmo! Rudi! V napad! V prvem polčasu ni bilo zadetka. Rudi postane kapetan. Mile! Še hitreje proti golu! Kaj? Aleš, podaj mi! Nihče me ne krije! Streljaj! Aleš! Vedno me razjezi, ko vidim, da vsakdo hoče igrati samo zase. Biti moramo uigrani, če želimo biti prvaki. Potrudimo se, fantje. Zakaj se tako čudno vedejo? Zakaj se tako obnašajo? Pomembna tekma je pred nami. Ne vem, kaj mi je. Kaj pa počnejo? Joj, zmanjkuje nam časa. Slabo igramo. Kaj jim je? Aleš! Tukaj sem! Podaj! Presneto! Kaj se dogaja? Nismo uigrani, tako ne moremo zmagati! Aleš, podaj sem! Saj ne vedo, kaj počnejo. Ne smemo izgubiti. Rudi! Rudi! Prezgodaj je, da bi priznali poraz. Pazi, streljal bo! Bravo! Zadel je! Vidi, kako dobro igrajo! Bravo! To je bila težka tekma. Slabo vam je šlo, ker je moštvo sestavljeno iz igralcev dveh različnih klubov. Misliš? In niste uigrani. Svojemu soigralcu si moral ukrasti žogo, da si lahko dal gol. Tebi je zaradi tega verjetno hudo, vendar si presenetil nasprotnika. Odlično si ocenil, kaj moraš narediti in zmagali ste. Ja že, ampak moštvo ni enotno.
tako Nankacu ne more zmagovati. To veva oba. Res je. Vendar pri tem vam ne morem pomagati. Kaj? Vsako moštvo mora samo rešiti svoje težave. Samo? Kako samo? Samo. Kaj, Rudi? A za današnjo tekmo gre. A? Povej. Povej, kaj te muči? Fabijan, če ne bomo enotni, ne moremo zmagati. Se veš? To je res. Zlatko, Aleš in drugi so ponosni, da že več let igrajo tekme državnega prvenstva. In mislijo, da lahko zmagajo tudi brez tebe in Sebastjana. Ja, ampak Rudi, ti igraj kar svojo igro. Ne dovoli se motiti. kako? Fantje ti še vedno zaupajo. Razumem tvojo težavo in pomagal ti bom. Če bomo zaupali drug drugemu, bomo zaigrali kot pravo moštvo. Prav. Kapetan! Tiho bodi in me poslušaj. A Rudiju naj dam žogo. On je neizkušen igralec. Poslušajte kapetana in ne ugovarjajte. Rudi je nadarjen in tudi brez izkušenj odlično igra. Vi ste starejši in mu morate pomagati, da lahko dokaže vse, kar zna. Mi? Igrali ste tekme državnega prvenstva. Veste, kako se stvari streže. Verjetno imaš prav. Še enkrat ponavljam. Podajte Rudiju. To vam govorim kot kapetan. Prav. Aleš, tukaj sem! Aleš! Aleš, podajam! Kaj? Meni? V redu. Žoga že prihaja! Kaj? Aleš, v napad! Mislil sem, da moramo podati Rudiju. Aleš, Sebastjana nihče ne krije! Aleš! To je odlična podaja. Podajam! Vem, kaj moram narediti, ko od Rudija dobim žogo. Podajam! Žoga je moja. Obranil bom! Rudi, najboljši si, Rudi, super! Dal sem žogo Rudiju, kot mi je naročil kapetan. Če Rudiju daš žogo, takoj zatrese mrežo. Fabijan je imel prav. Moštvo je znova enotno. Prav vesel sem. Ma ne vesel, srečen sem. Asa! Gol! Bravo! Prav, Rudi! Tako, Rudi, najboljši si. Zahvaljujoč Rudiju je igra postala zabavna. Prav vesel sem. Res so še otroci. Vse kaže, da so se uigrali. Še naprej napadajte! Še naprej moramo zadevati. Ja!
Pred nami je finale. Goran, ima nogometni klub Šimada dobro moštvo? A kaj veš o tem? Ne, kakor se spominjam, nimajo dobrih igralcev. Potem bomo pa z njimi zlahka upravili. Ne vem, ne bo tako preprosto. Nogometni klub Šimada ima odlično obrambo. Gole pa dajejo iz protinapadov. Zato jaz mislim, da jih resnično ne smemo podcenjevati. Vse bo v redu. Imamo odlično moštvo in izvrstnega golmana. Zmagali bomo. Boš videl. Upam. Trije bomo igrali v napadu, drugi boste pokrivali njihove napadalce. Velja! Poklicam ne morem podati Rudiju ali Sebastijanu. Streljaj! Pošli žogo proti njihovemu golu. Joj, ne! Hitro vsi nazaj! Joj, v protinapad gredo. Ukradli so žogo in stekli v protinapad. Pazi, Fabijan! Bravo! Miran, glej, kaj si naredil! Fabijan! Fabijan! Ja, Fabijan! Slabo kaže. Zamenjaj ga. Prav, žal mi je, Fabijan. Nič hudega ni. Fabijan, zdaj se bomo še bolj trudili. Fabijan je poškodovan. To jih lahko zelo drago stane. Fabijan, glej me. Poglej me. Samo mirno! Ne na silo! Počasi! Velja. Imam žogo! Presneto. Moja je! Ne pusti jim golu! Presneto. Samo eno pravo priložnost so imeli in takoj zadeli. Rudi! Obramba Šimada je odlično uigrana. Prvi polčas se bo kmalu končal. Zadeti moramo. V napad! Ni mi uspelo. Ne, v drugem polčasu ne bom več igral. Kako? Zakaj, Miran? Vsega sem jaz kriv. Jaz sem kriv, da se je Fabijan poškodoval. Šel sem v napad in jim dovolil, da nas premagajo. Tega si ne morem dovoliti. A daj, ni res. Seveda sem kriv. Kvarim vašo igro. Miran, razumem, zakaj si potrt, vendar boš vseeno igral, veš. Trener! Vsi boste igrali in Fabijanu prinesli zmago. In to je vse, kar vam imam povedati. Zdaj pa pojdite na igrišče in pokažite, kaj znate. Trener! Trener, a je to vse, kar imate za povedati? Trener lahko pomaga samo z navodili. Se morajo igralci sami presoditi, kaj v določenem položaju najbolje narediti.
Če tega niso sposobni, pač ne morejo zmagati. To bi ti moral že vedeti, Fabijan. Nam Kacu mora zmagati. Če izgubimo, ne bomo igrali državnega prvenstva. Ne smemo jim dovoliti, da nam znova zatresejo mrežo. Nikakor ne. Rudi, kaj počneš? Rudi igra v obrambi, poglej! Ja, Rudi je ukrepil obrambne vrste. Rudi, kaj počneš? Tokrat ne smemo samo napadati. Ves čas moramo držati žogo v nogah, če želimo dobiti priložnost za strel. In šele potem nam lahko uspe. Streljaj! To je naša zadnja priložnost. Vidim vse soigralce. Lahko pripravim napad. Zdaj zaigrajmo napadalno. Teci, Aleš, teci! Zdaj! Rudi, podaj! Aleš, sem! Tako se pripravi napad, Rudi. Tako. Rudi! Bravo! Rudi, najboljši! Rudi, ti si glavni. Rudi, zdaj si na položaju nosilca igre. Ne izpusti tega položaja svojih rok. Pokaži, da si najboljši. Dajte sem, žogo tja! Podajte nazaj! Bravo, bravo! Preobrnili smo rezultat! Rudi je odličen. Zdaj smo mi glavni na igrišču. Res je, gospod. Rudi je odličen. Ko je Fabijan moral z igrišča, je vzel moštvo v svoje roke. Naši so spet zmagali! Nam Kacu je resnično dobro moštvo. Zmagali smo, Fabijan, zmagali smo. Odlično ste igrali. Odlično. Zdaj nas čaka državno prvenstvo. Rad bi te prosil za uslugo. Kaj? Povej. Poškodoval sem si nogo. Fabijan. Fabijan. Dokler ne obiščem zdravnika, ne bom vedel, ali lahko nastopim na državnem prvenstvu. Ne. Poskusil bom čim prej okrevati in se vam pridružiti. Želim pa si, da tudi brez mene zmagate. Kapetan! Še nekaj, Rudi. Želim, da ti nosiš kapetanski trak. Fabijan. Tekme bom spremljal ob igrišču. Rudi, ti si edini, ki lahko vodi to moštvo. Vzemi ga, da bo nogometni klub Nankacu lahko osvojil državno prvenstvo. Najboljši moramo biti. Rudi, vzemi. Prav, Fabijan. Ne morem verjeti. Kapetan bom. Pozdravi se, Fabijan, in potem boš lahko znova igral z nami. Moraš igrati z nami. Dobro, Rudi je novi kapetan, fantje. Postanimo državni prvaki.
Ja! Zmagujte! Rad bi igral proti Kristjanu in mu pokazal, kdo je najboljši vratar.探し続けた夢が光の中で始まってゆく悔しいくらいタフな愛情に抵抗できないわがままぶりもすっかりペースを乱されてる